dan, to je N1 studio. Konec agonije na RTV Slovenija ali samo razpustitev ustavnega sodišča? Prah po petkovi odločitvi o umiku začasnega zadržanja novega zakona o RTV se še ni dobro polegal, ko je prvopodpisani pobudnik za oceno ustavnosti zakona Peter Gregorčič že vložil pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Kako to, glede na to, da dokončne odločitve še ni, in kako zdaj naprej, ko novi zakon velja? Kaj se obeta zaposlenim na javnem zavodu? Z mano v studiu sta poslanka Svobode Mojca Pašek Šetinc. Dober dan, dobrodošli. Dober dan. In dosedanji predsednik programskega sveta na RTV Slovenija, Peter Gregorčič. Dober dan, dobrodošli. Pozdravljeni. Pa začniva midva, gospod Gregorčič, vi ste danes skupaj s profesorjem dr. Matejem Avbljem vložili pritožbo na sodišče v Strasburu. Zato odločitev ustavnega sodišča pravite, da gre za nevaren precedens v evropskem pravnem prostoru. Zakaj? Poglejte, ko je trenutna oblast vlada v sodelovanju z zakonodajalcem, torej to sta dve od treh vej oblasti, se pravi, sprejela ta zakon, najprej vlada ga je predlagala, državni zbor ga je sprejel, je ta zakon ex lege po samem zakonu prekinil mandate vsem članom upravljanja nadzora javne institucije RTV Slovenija. Zoper tako ex lege prekinitev v Sloveniji obstaja samo eno pravno sredstvo in to pravno sredstvo je pobuda na ustavno sodišče. To je edino pravno sredstvo, ki je bilo pobudnikom v tem primeru na voljo. Skladno s prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, namreč tudi velja pa sledeče, da morajo biti človekove pravice učinkovito varovane. Ne zgolj teoretično. Teoretično varovanje pomeni, da nekoč bo o vaši pravici odločeno, vendar pravica odložena je pravica zamujena. In zaradi tega je po našem prepričanju ustavno sodišče takrat dejansko imelo na voljo samo en ukrep, da učinkoviti zaščiti naše človekove pravice, in to je začasna odredba. Začasna odredba do meritorne odločitve. Zakaj? Ker če bi to začasno odredbo, vse smo videli, sprejelo že 2 dni kasneje, bi bila za nas kakršnakoli odločitev ustavnega sodišča, se pravi problematična predsednica, ki je bila v našo korist, za nas povsem brezpredmetna. Ker bi naši mandati že irreverzibilno prenehali in v bistvu jih ne bi bilo več mogoče obuditi. In tukaj je ustavno sodišče v resnici ni imelo druge možnosti, kot da izda to začasno odredbo. Potem pa, kaj se je zgodilo in kaj se nam zdi škandalozno pri tem zadnjem sklepu, ustavno sodišče je preprosto odpravilo začasno odredbo, brez da bi poskrbelo, da bi zavarovalo naš pravni položaj. S profesorom Avbljem sva se pogovarjali in ocenjujeva, da to je precedens ne v slovenskem prostoru, ampak v evropskem prostoru. Poglejte, jaz razumem, ta tema je izjemno politično in čustveno nabita, ker se govori o težavah na RTV Slovenija. Pa vendar morate vedeti, ko govorimo o človekovih pravicah, nosilci človekovih pravic so posamezniki. Bistvo človekovih pravic je človekovo dostojanstvo, ki pripada posamezniku zgolj zato, ker je človek. Tudi če ste vi ali če sem jaz ali če je gospa poslanka kriminalec, imate človekove pravice in morajo biti učinkovito varovane. Če niso, potem kršite civilizacijsko, evropsko in v bistvu zahodnega sveta normo. In zdaj, kaj se je zgodilo? Ustavno sodišče, da je ta zadeva še bolj škandalozna, najprej ne povem tole, da smo mi, ker se je to vse začelo puščati v medijih, na ustavno sodišče, jaz sem sam naslovil vlogo in sem rekel, da v primeru odprave mi mora dati pravico do izjave. To je pač ena izmed osnovnih pravic poštenega sodnega postopka. Ustavno sodišče ne le, da te pravice do izjave ni ponudilo, vendar je to zahtevo preprosto spregledalo, ker je niti ni navedlo v povzetku navedb. Tega ne sme narediti. Oni bi lahko rekli, sem jaz to dal, pa da mi iz tega razloga ni pripadala. Oni so pa to preprosto spregledali. Sam še tole, da bi povedal. Ustavno sodišče pa na koncu najbolj škandalozno je pa sledeče. Ustavno sodišče je dejansko s svojim sklepom pojasnilo in ta sklep obvezuje, zapisalo je, da je v tej sestavi ne more izvrševati svoje ustavne vloge. To niso moje besede, to piše v sklepu. To je sklep, ki je večinsko stališče ustavnega sodišča in je reklo, da ne more več učinkovito varovati človekovih pravic. To pomeni, da so nam izčrpana vsa pravna sredstva in da nam je odprto pot v Strasbourg, ker človekove pravice morajo biti učinkovito varovane. Dobro, gospa Pašek Šetinc, v koaliciji ste v petek v prvem odzivu odločitev ustavnega sodišča pozdravili. Rekli ste, da gre za konec agonije in simbolno zmago vseh zaposlenih na RTV. Tudi vi ste bili pred vstopom v politiko ena od njih, od zaposlenih, in da naj se politični barbarizem in pogrom nad javno RTV konča. Kako v bistvu odgovarjate na besede
besede gospoda Gregorčiča, ki pravi, da je ta odločitev Ustavnega sodišča škandalozna, ali za ta barbarizem, o katerem govorite, obtožujete tudi njega in kako komentirate v bistvu to potezo, to pritožbo na ESČP? Najprej bom začela tukaj na koncu. Jaz menim, da ima vsak človek, vsak posameznik, če tako meni, pravico, da izkoristi čisto vse pravne možnosti, ki so mu najprej v Sloveniji na voljo in potem seveda, če so te izčrpane, da se obrne tudi na Evropsko sodišče za človekove pravice, če so res te zadeve izčrpane. Zdaj tukaj razumem, da ste se že obrnili na Evropsko sodišče za človekove pravice za zaščito vaše osebnostne pravice, ki naj bi vam bila kršena s tem, ko se je z zakonom o RTV Slovenija skrajšal mandat programskega sveta, nadzornega sveta in seveda vodstva RTV Slovenija. Sama sicer se zdaj ne bom vtikala v pravni vidik in pravne zadeve zaradi tega, ker je iz sklepa jasno, da pač Ustavno sodišče dokončno še ni odločilo o tej zadevi. Skratka, zadeva je odprta in verjetno se bo s tem moralo zdaj z vašo pritožbo na ESČP soočiti Evropsko sodišče za človekove pravice, ali bo vzelo obravnavo ali ne. Skratka, to je zdaj na Evropskem sodišču in oni bodo o tem presojali, kako daleč so vam bile zares kršene osebnostne pravice. Sama osebno lahko pač v zvezi s tem zakonom povem, da menim, da ni neustaven v nobenem členu in to se je seveda tudi presojalo na Ustavnem sodišču. O tem, kakšna je RTV Slovenija, si ljudje želijo, so volivke in volivci povedali novembra na referendumu. 63% volivk in volivcev je menilo, da je zakon dober in da želijo biti objektivno obveščeni, objektivno informirani, tako kot jim to gre v skladu z, mislim, da z 39. členom Ustave. Še eno zadevo bi povedala. Rekli ste, da očitam gospodu Gregorčiču politični vpliv ali pa politični pogrom. Vprašal sem vas, če mu to očitate. V bistvu ne gre za obtožbe, gre pa za očitek, seveda. Ne nazadnje ta politični barbarizem lahko vidimo ali pa ga razbiramo v kadrih, ki so prišli na javno televizijo, v informativni program javne televizije. Mislim, da je postala ena od urednic, ključnih urednic v dnevno informativnem programu Ksenija Koren. Prej je bila PR-ovka v kabinetu predsednika vlade, zdajšnjega šefa glavne opozicijske stranke, ki vemo, kaj je tvitnil, ko je Ustavno sodišče v petek objavilo sklep, da umika zadržanje zakona RTV Slovenija. Rekel je v tistem tvitu, da se je Ustavno sodišče s tem ukinilo, da je to preprosto enačaj vlada, #državljanska vojna. Mislim, to je pač vprašanje za šefa glavne opozicijske stranke, če tako razume pravno državo in Ustavno sodišče in sodišče v državi, da kadar mu neki sklepi in odločitve sodišč niso po godu, jih je pa treba eliminirati in pošilja na bojno in vojno polje. Mislim, to je zame zelo problematično. Skratka, ne samo Ksenija Koren, direktor televizije Uroš Urbanija, šef Ukoma prejšnje vlade. Mislim, to so vendarle, potem mislim, da še eden od urednikov je bil sekretar ali državni sekretar v kabinetu ene izmed ministric prejšnje vlade. Vodja kabineta, gospod Martin Nahtigal. Tako, skratka, to so neki vidiki ali pa ljudje, ki so prišli neposredno na javno televizijo iz politike. Zdaj, če vzamemo moj primer, ker vem, da se mi bo očitalo, da sem bila, politična nastavljenka, ne vem kaj vse. Ne, jaz sem 25 let bila profesionalna novinarka, komentatorka, urednica, ki sem se v enem momentu odločila, da pač so mi večji izzivi, če novinarsko profesijo zapustim in se podam v politične vode. Situacija v mojem primeru je popolnoma obratna in popolnoma drugačna. Skratka, jaz sem zdajle političarka, poslanka, se ukvarjam z pač nekimi političnimi vprašanji, temami znotraj Državnega zbora. Kolegi so pa prišli neposredno iz politike in to na javni medij in to iz ene politične opcije, kjer direktno izvršujejo interes zgolj in samo te svoje politične opcije in se točno ve, kdo je njihov vodja. Dobro, gospod Gregorčič. Gospa Šetin Spašek, najprej ne vas pomirim. Ne bom vam očital tega, da ste kakršnakoli politična nastavljenka, ker to ni v moji navadi.
Ja. In ni v moji navadi zaradi tega, govorim o sebi. Zato, ker trdno verjamem, da smo v tej državi in moramo biti enaki, ne glede na osebno okoliščino, ki je tudi pripadnost politični stranki. Ampak se bom vrnil k temu, 3 misli bi želel povedati. Najprej, očitali ste jim politični vpliv. Gospa poslanka, jaz nisem politik. Torej, jaz ne morem izvajati nikakršnega političnega vpliva. To lahko tudi javno povem, tudi nisem v nobeni politični stranki in se ne osebno identificiram z nobeno politično stranko, gledam čez svojo prizmo, imam seveda svoj svetovni nazor in čez svoj svetovni nazor ocenjujem dogodke v naši državi, tako kot ga vi ocenjujete, kot gospod Orešnik tudi ocenjuje in mislim, da je to prav. To je bistvo pluralizma. Zdaj pa omenili ste bivšega predsednika vlade, takole bom rekel. Glejte, in omenili ste, da sem šel na Evropsko sodišče varovati svoj interes. Jaz v resnici... Tudi vam nisem očitala, da ste šli varovati svoj interes. A smem dokončati? Sej, to ni očitek, to je pojasnilo. Kot ste ga vi imeli pojasnilo o svojem položaju, bom tudi jaz ga pojasnil. Glejte, s profesorjem Avblom se odloča, da gre na SČP in to po zelo hitrem postopku zato, ker sva ocenila, da ta zadeva presega okvire RTV Slovenija. Kot sva rekla, predstavlja nevaren precedens in je prav, da nekaj o tem reče tudi najvišje sodišče v Evropski uniji, kar se tiče varstva človekovih pravic. Zato, da ta država ne bi skrenila s poti. In zdaj, če bom malce, tukaj bom mogoče malce plastičen ali pa malce ciničen, bom takole rekel. Glejte, politiki urejate državo po politični poti in prav je tako. Na ta način vi dobite volitve in prav je tako. Tudi tako deluje demokracija. Imamo trenutno vladajočo stranko ali pa vladajočo koalicijo, ki poskuša volivce prepričati z potrebo po depolitizaciji. Imamo največjo opozicijsko stranko, ki poskuša nagovarjati volivke in volivce z državljansko vojno, po potrebo po državljanski vojni. Glede, s profesorjem Avblem sva se pa večkrat pogovarjali in zaradi tega ga izjemno cenim. On je meni vedno rekel, truditi se moramo za tisto, kar mislimo, da je prav. Ne za tisto, kar nam politično, osebno ali kako drugače koristi in prav pomeni pravo. In najin boj za boljšo državo je boj čez sodne mline, čez pravne postopke in v to trdno verjameva, ne verjameva v spodbujanje k državljanski vojni in enako ne verjameva v spodbujanje k depolitizaciji. Nič od tega ne verjameva, da lahko izboljša kakovost naše demokracije. In če smem samo še nekaj reči, eno besedo glede političnih nastavljencev na RTV Slovenija. Poglejte, lahko so kakšni vplivi, vendar 2 stvari bi tukaj rekel. Ali se vam zdi pošteno, ali kako bi gledali, ko pride človek, objavite razpis, ko pride na razpis, da ga vprašate, katere politične stranke si. Se vam bi zdelo pošteno, če bi človeka na podlagi politične stranke bodi si sprejeli, bodi si izločili, bi to bilo istožljivo. Celo več, ker ste bila novinarka na RTV Slovenija, zagotovo poznate kolektivno pogodbo. In kolektivni pogodbi izrazito piše, da politična pripadnost ne sme vplivati na to, kje je kdo ali če je kdo ali ni kdo zaposlen. O njej se niti ne sme spraševati. Skratka, kdor bi spraševal, ali si ti SDS, ali si SD, ali si Levica na RTV, bi kršil zakonodajo in kršil bi kolektivno pogodbo. In dajmo, prosim, stopimo korak nazaj. Nehajmo se iti tale kulturno-politični boj, kjer nekoga okvalificiramo, da je slab samo zato, ker mu prilimamo neko politično, spolno usmerjeno barvo kože ali kakršnokoli drugo osebno okoliščino, ker je to v demokraciji nedopustno. Pogovarjamo se o konkretnih zadevah, o konkretnih napakah, o konkretnih standardih. In tukaj bom jaz z veseljem sprejel vsakršno kritiko mojih osebnih dejanj. Mojih dejanj, ne moje svetovne nazorskosti, ki je integralni del moje osebnosti. Gospa Pašek Šetinc, kulturno-politični boj? Ja, no, to je zanimiva iztočnica, ne. Bi tako rekla, vidimo, kaj je v bistvu se zgodilo z javno RTV Slovenijo in kakšen je bil ta kulturni, ideološki boj na javni RTV Slovenija v zadnjem letu dni ali pa zadnjem letu in pol, ne vem natančno, kdaj ste vi začeli voditi datum, me boste popravili. Februar lani. Februarja lani, se pravi leto in pol, odkar vodite programski svet. Že prej so bile, bom rekla takole, vedno neka tehtanja levo in desno na tej nesrečni nacionalki, ne? Ampak zadeva je šla tako daleč, in to se boste morali strinjati in ravno vi ste to izpostavili, tako daleč s tem nesrečnim RTV Slovenija, javnim medijem, da preprosto drugega, kot da se politične stranke iz tega medija umaknemo in ga pustimo pri miru in rečemo,
izvolite, ne, civilna družba tukaj imate in ukvarjate se z javnim medijem, v vašem interesu je. Se tudi politiki imamo interesa, ne, da bi sodelovali, ampak gledajte, izvolite, tukaj imate in to je mišljeno resno. Kolikor jaz vem, je sestavljen že ali imenovan že 17-članski novi svet, novi skupni nadzorni organ. Če se ne motim, bo kmalu v enem tednu, 2 tednih končno ustanovna seja, da se ta svet dokončno konstituira in potem bodo pač kolegi, ki so bili izbrani v ta svet, niti ne vem, kdo so, pač začeli s svojim delom, izvedli razpise, imenovali novo upravo in tako naprej. Jaz menim, da je prav, da prepustimo RTV Slovenija profesionalcem in stroki, tistim, ki so zdaj imenovani v nov nadzorni organ in da se na nek način politika zares malce umiri, ne, umakne in umiri in RTV prepusti stroki. Tako daleč je zadeva šla in to se boste morali vi strinjati, vi imate celo več podatkov na voljo in na razpolago, kot jih imam jaz ali pa kot prihajajo do nas, da je gledanost padla praktično na dno. To so merljivi podatki. Da je finančna situacija grozljivo slaba. To so merljivi podatki. In to je stvar, s katerim se bo soočilo očitno novo vodstvo ali pa nova uprava. Kako bodo to izvedli, ne vem. Si ne predstavljam, ne vem. Vem, kaj pomeni, če si nek odgovoren, resen urednik in moraš popravljati gledanosti. Samo še to dodam, v ekipi, v kateri sem bila, sta nam je tamreč to leta 2015 zgodilo, da smo te gledanosti morali popravljati, ker so že takrat zelo padale. In to bo izjemno in naporno in težko delo in to je tista posledica vsega tega, kar se je zadnje leto dogajalo z RTV Slovenija, predvsem in zlasti z informativnim programom televizije. Poglejte, omenili ste, da je bistvo zakona umakniti vpliv politike. Glejte, to ugotavlja v sklepu svojem, pardon, da vas prekinjam, tudi Ustavno sodišče mimogrede. Sej, če smem do konca pripeljati svojo misel, bili ste novinarka. In zagotovo kot novinarka, in to kot sem se pozanimal, zelo izkušena novinarka, veste, da politika ni edina, ki želi imeti vpliv na medije. Da so tukaj tudi različne druge interesne skupine. Gospodarstvo, tudi socialno-družbene interesne skupine. Pač vsaka skupina, ki želi uveljavljati svojo moč in pridobiti svoj vpliv, želi dobiti medije. Dobiti pa želi zato, ker v resnici ljudje vemo iz lastne izkušnje samo, kdaj smo ostali, kdaj smo imeli zobe, kdaj smo šli v službo in kaj smo počeli. Kaj je rekel gospod Orešnik? Kaj je rekel Janez Janša ali Robert Golob? Vemo samo takrat, ko nam to povejo mediji. In že z tega stališča je ta predlog pomanjkljiv, ker umika imenovanje ključnih organov iz transparentnega postopka, ki se sicer odvije v državnem zboru, ampak pazite, to je institucija z največjo demokratično legitimnostjo, v temne sobane, če se malo figurativno izrazim, družbeno-civilnih skupin, ki imajo ravno tako svoje interese, kot ga imava jaz in ga imate vi. Tega se pač ne da zanikati, kot se ne da zanikati tega, da imam jaz nek svetovni nazor, vi imate drugega in nič ni s tem narobe. Zdaj pa, kar bi pa rekel tega, še vedno mi niste povedali ničesar, kar bi sam zagrešil kot predsednik in zaradi česar je bila ta RTV Slovenija, zaradi mojih dejanj. Jaz sem pripravljen odgovarjati izključno za svoje dejanja. Veliko stvari pa tudi ne veste pa zato, ker tega javno ne razlagam. Morda kakšen urednik, ki je ni bil imenovan zato, ker sem jaz komu rekel, da te podpore ne bom dal. Morda pa kakšen drugi, veste, to so take drobne stvari in lahko zagotovim, ko sem sprejel mesto februarja lansko leto predsednik programskega sveta, sem se trudil delati izključno v dobro hiše. Iskal sem znotraj hiše kompromise, sem pa doživel tudi sledeče. Da ko je svet delavcev pojamral, da ne zmore vzpostaviti z vodstvom dialoga, sem se želel postaviti, da pomagam vzpostaviti dialog, ker mislim, da je ključen za hišo. Ker gledanost in vse skupaj pada tudi zaradi notranjih bojev. In tukaj sta vedno dve strani. In ko sem prišel do predsednika sveta delavcev in sem prosil, če lahko pomagam, je rekel, ni potrebe. Potem pa, ko sem vztrajal, rekel, glej, jaz imam za sabo tudi neko večino, lahko razmišljam vida podobno, vendar jaz imam za sabo nek kolektivni organ, ki mu to ni v interesu. In poglejte, te stvari so veliko globlje, ampak še enkrat, ta sklep Ustavnega sodišča, ki je zdaj izdan, presega te okvire. In v bistvu, če smem, samo še to, kako bi lahko Ustavno sodišče veliko bolj elegantno rešilo situacijo, brez da bi pobudnike pustilo na cedilu.
Določilo bi lahko način izvršitve svojega sklepa, kar je mimogrede storilo pri zakonu o varstvu okolja, kjer pa se vleče zadeva že več kot 1 leto, je začasno držanje, ki nikogar ne skrbi, pa bo Slovenija plačevala 100 milijonske odškodnine, ker ne bomo urejenih smetišč imeli. Določilo bi način izvršitve tako, da bi se nam vrnili mandati, potem pa bi nas vi lahko v državnem zboru razrešili, pri čemer bi mi imeli zagotovljeno pravno sredstvo in sicer pritožbo na upravno sodišče. Tukaj je pa ustavno sodišče samo reklo, stopimo na stran zakonodajalca, zaščitilo zakonodajalca, preprosto odpravimo ukrep in pustimo, da te pritožnike voda, ki prihaja, preprosto odplakne. Pri čemer je reklo še to, da verjetno ta sestava o tem ne bo mogla odločiti. In ko bodo ta trupla že zelo daleč, takrat mogoče nekoč bomo nekaj rekli o tej zadevi. No, gospod Gregorčič, če samo oprostite, samo da se tukaj, pri prvem, ko je zadržalo zakon, oziroma določene sklepe zakona o RTV Slovenija, ustavno sodišče. Če se jaz ne motim, je zadržalo 3 sklepe in vam v neki fusnoti programskemu svetu podaljšalo mandat, hkrati pa na nek način samo ustavno sodišče ustvarilo pravno praznino, zaradi tega, ker vam so se tekoči posli ali pa do konca odločitve vlekli, dokler ustavno sodišče ne odloči, a ne? Vam se je praktično že takrat prenehal mandat, ko je v veljavo stopil zakon. Ampak vi ste, gospa Pašek, v petek prav rekli, da so se nekateri posamezniki zaželeli večnih mandatov. Ali torej s tem ciljate tudi na gospoda Gregorčiča? Ja, gospod Gregorčič ravno v tem svojem nastopu danes kaže na to, da si je očitno to zaželel. In ustavno sodišče, če se ne motim, nekje v svojem sklepu navaja, da bi se lahko zgodilo ravno to, ker ta sestava ustavnega sodišča, in tukaj pač imate prav glede ESČP-ja, ta sestava ustavnega sodišča, ti ustavni sodniki preprosto ne morejo priti do te kvalificirane večine 5 ustavnih sodnikov, ki bi lahko o vsebini zakona oziroma o vsebini ustavnosti ali neustavnosti zakona odločali. In to v bistvu se na nek način meče na naslednjo sestavo, ki pa bo kdaj. Mislim, da leta 2025 ali nekaj takega se zadeva spremeni. In to je problem, tisti, ki je govoril, mislim, da je bil dr. Cerar, ki je govoril o neki krizi ustavnega sodišča, pa tudi ne nazadnje to izpostavila predsednica države, da to pa imajo problem ustavni sodniki, pač v tem konkretnem primeru, v drugih ne, ampak v tem konkretnem primeru, ki je očitno postal predmet takšne politične aktivacije ene politične opcije, da smo si čisto na jasnem, da ne pridejo do večine. In to je problem ustavnega sodišča. Še 2 sta ustavna sodnika izločena, in jih je v bistvu samo 7 jih odloča, tudi zato je v bistvu... Ki sta se izločila mimo grede sama. Ne, niste se izločila sama, vedno izloča kolektivni organ. Predlagala ste svoje izločitve sama. Pomembne še 2 stvari. Najprej, tistega ni določilo v fusnoti. Določilo v 25. točke predložitve in če bi poznali sodno prakso ustavnega sodišča, bi videli, da obstaja odločba, kjer pravi ustavno sodišče, da izrek, to je tisto, kar določi v masnem tisku odločba ali sklepa, veže enako kot obrazložitev. Drugič, ni ustavno sodišče nam podaljšalo mandatu, ampak vi ste jih. Ustavno sodišče samo za... Vi ste sprejeli, vi ste gospa poslanka, glasovali ste za zakon, ki je nam odvzel mandat in nam dal funkcijo do konstituiranja novega sveta. Ustavno sodišče samo... Je bil konstituiran, mimogrede v skladu z 22. členom. Skratka, to sploh ni res, kar govorite. Smem zaključiti. Ja, izvolite. In je vaše, se pravi, ustavno sodišče je verjelo zakonodajalcu, da je začasna ureditev vzdržna. Verjelo je v dobro vero zakonodajalca in samo to začasno ureditev podaljšalo. Bi pa rekel nekaj drugega, kar je še problematično v tem sklepu. Ustavno sodišče meni nerazumljivo zapiše, da je za začasnim zadržanjem, poglejte, poseglo v voljo zakonodajalca in da ga mora zato odpraviti, da pritrdi zakonodajalcu. Se pravi, ustavno sodišče se v tem primeru postavilo na stran zakonodajalca. Poglejte, v razvitih demokracijah imamo delitev oblasti za to, da so človekove pravice učinkovito ščitene. Se pravi, to je samo jedro ideje varovanja človekove pravice, da imate tako imenovan check and balances. Kdaj se vam izteče? Gospa poslanka, se opravičujem, dajte se malo brzdati. Bi rad dokončal svoj stavek. Se resnično opravičujem, poslušal sem vas do konca. Boste dobili besedo. Hvala lepa. Glejte, in ustavno sodišče je tukaj, se pravi, reklo, namesto delitev oblasti,
oblast skupno deluje proti posamezniku. To je v nasprotju s pravom človekovih pravic. Zakaj? Ker država ali državna oblast sploh ni nosilka človekovih pravic. Zato recimo državni zbor ne more NSČP, ker ni nosilec človekovih pravic. Nosilec človekovih pravic je posameznik, oseba. In zdaj, če spem... Izvolite. Ja, gospa Pašek še. Najprej, kar je... Vam se izteče mandat, vi ste vam iztekel mandat po starem zakonu, kdaj? Ja, pogledajte, meni bi se mandat iztekel 2026. Vendar, veste, kaj zdaj vi meni očitate? Ne, nič ne očitam, samo sprašujem. Okay, kako se lahko ta vaše zatrjevanje, se pravi... Ne veste, kaj mislim... Vi ste meni očitali, da si želim večni mandat. Ja, seveda. Poglejte, še eno stvar. Vse, kar počnete in način, kako... Samo malo. Če smem, ker ste mi rekli, naj se prele, naj se brznam, mislim, da mi je Izvolite, dal gospa Šetinc Pašek. kolega voditelj besedo. Seveda, zaradi tega, ker način, kako vi prezentirate svojo pravico, a menite, da bi Ustavno sodišče presodilo na koncu vam v prid ali bi presojalo drugače? Saj ne veste. Zaradi tega ne veste, zakaj? Zaradi tega, ker preprosto do te točke sploh še uspeli priti niso, ker so se tako razklali. In to razklali na neki po politični, bom rekla, liniji, tako kot je razklana tudi javna RTV Slovenija. In to je problem. Če menite, da ni, zame je. Pa sem poslanka, pa je zame problem. Pa sem bila prej novinarka, pa bi bil prej, če bi bila novinarka, še večji problem. To je problem. Problem je, da imamo mi posamezne ustavne sodnike, ki ne razumejo svoje funkcije neke sodniške integritete. Jaz tudi razumem, da ima vsak svoj svetovni nazor, politično preference in tako naprej. Ne razumem pa, ko nek ustavni sodnik postane politični aktivist. Kar se je v tej zadevi zgodilo. To pa je problem. Skratka, ta očitek, bom rekla, ali pa želja po večnih mandatih, izhaja iz tega, kako vi sami sebe branite. Žal, moram tako reči. Pa kaj pa zdaj vi pričakujete? Tukaj moram odgovoriti, ker to je bil neposredni napad name bil. Izvolite. Poglejte, to je točno to, manifestira gospa poslanka natanko to, kar je naredilo Ustavno sodišče. Gospa poslanka kot predstavnica zakonodajne veje oblasti, predsednik vlade kot predstavnik izvršilne veje oblasti in predsednik Ustavnega sodišča kot predstavnik enega izmed pravne veje oblasti so se postavili naproti meni kot posamezniku in mi očitajo, da si želim večni mandat zato, ker oni niso sposobni uresničiti svoje ustavne dolžnosti. In to so celo zapisali v sklep. In zdaj sem jaz tisti grd, ker zlorabljam njihovo šibkost, ki je ne zlorabljam. Vse, kar si jaz želim, je, da so moje človekove pravice učinkovito zavarovane. Ampak kaj vi želite zdaj od sodišča, kaj pričakujete od sodišča v Strasburu, da vam vrne mandate ali kaj? Sodišče v Strasburu, vsak, ki se spozna, kaj na to področje prava, ne vrača mandatov. Sodišče v Strasburu samo daje tako imenovano zadoščenje. In še enkrat, sem vam prej pojasnil, zakaj smo šli v Strasbourg. Ker ne verjamemo niti v depolitizacijo, niti v državljansko vojno. Verjamemo v pravo. Verjamemo v tisto, kar je prav. In se nam zdi škandalozno, ne moj mandat. Lejte, jaz sem najbolj vesel, da nisem več predsednik programskega sveta, ker so stvari bili res nevzdržne. Ampak ne zdi se nam pa prav, da nekdo samovoljno, zgolj zato, ker ima tako veliko večino v državnem zboru, pride in obglavi nek javni zavod. Ne zato, ker vas ne bi vas maral, ampak ker to slabo za demokracijo, ker jutri, gospa poslanka, za vami bo prišel nekdo drug, ki bo drugačen, ki bo morda še bolj totalitaren, kot ste vi. In bo isto rekel, če so oni lahko objavili RTV, lahko mi objavimo še kakšno drugo agencijo, recimo za nadzor vrednostnih papirjev, agencijo in tako naprej. In zato se nam zdi prav, da se ta zadeva zaključi na sodišču, ne da bi se meni vrnil mandat. Vendar, da enkrat in večno za vselej sodišče za svojo avtoriteto, ki jo naše ustavno sodišče očitno nima, če zapiše, da ne zmore izpolnjevati svoje ustavne funkcije, je pač nima in naj to naredi ESČP. Za avtoriteto sodišča pove, tega se ne sme početi. Dobro. No, če smem eno stvar. Ustavno sodišče ni reklo čisto tega, kar zdaj vi govorite, ampak se je sklicevalo na nemško prakso in v bistvu v tem smislu tudi na slovensko ustavno sodno prakso, da v takem primeru, ko pride do takega, da pač sodniki nimajo zadostne večine, se akt o zadržanju razveljavi. In mislim, da so... Samo eno stvar. Najprej, take ureditve, kot imamo v Nemčiji, mi nimamo. Torej, te zakonske podlage nimamo. Drugič, v Nemčiji mora biti izenačen položaj, tukaj pa ni bil izenačen. Ne, samo malo. To je bistvena razlika.
Da imajo sodo število sodnikov, seveda, in mora biti položaj izenačen. Verjetno midva nisva Jaz ustavna. pa poglejte, pozanimal sem se tudi o tem. Ja, super, tudi jaz. Midva verjetno nisva ustavna pravnika, ampak kolikor razumem, je ustavno sodišče ravno to, so pa tam, upam, da ustavni pravniki in ustavni strokovnjaki in so zapisali, primerjalno gledano ima ustavno sodišče pred očmi nemško ureditev, ki določa, da v primeru, kadar ni zahtevane večine za razveljavitev oziroma ugotovitev protiustavnosti izpodbijanega akta, ta akt ostane v veljavi. Da 8. člen na 5. strani. Zdaj bom pa še, čakajte malo, zdaj bom pa še eno stvar povedala. Slovenska ustava, pa tudi to predlagam, da se pozanimate, vaš pisec vaše pritožbe na ESČP in na ustavno sodišče to zanesljivo ve. Slovenska ustavno-pravna ureditev je na nek način naslonjena na nemško ustavno-pravno ureditev in to, kar pravite, ne drži. Skratka, to primerjalno pravo je tukaj uporabljeno, mimogrede sem se tudi jaz pozanimala na pravi način. Ampak ni moja stvar, da bom razlagala sklepe ustavnega sodišča, nisem pravnica, sem poslanka, sem novinarka in sociologinja po sicer izobrazbi in je to stvar ustavnih pravnikov, ne naju dveh, da bova razlagala pravni vidike in primerjalno pravne vidike tega sklepa. Se mi zdi, da in predvsem še ena stvar, vi ste se že pritožili na Evropsko sodišče za človekove pravice, verjetno bo to sodišče v ozir vzelo tudi ta vidik. Izvolite. Glejte, kaj bo naredilo Evropsko sodišče za človekove pravice, ne vem. Jaz sem povedal sam še enkrat, počnem tisto, kar verjamem, da je prav in da je treba početi, da se zavaruje demokracijo. In to je vse, kar sam počnem. Za konec samo še na kratko vprašanje za oba. Kaj zdaj pričakujete, da se bo dogajalo na RTV Slovenija, gospod Gregorčič? Na RTV Slovenija je zelo jasno, kaj se bo dogajalo. Se pravi, ustavno sodišče je zelo jasno reklo, da mora biti v 7 dneh sklicana seja sveta in takrat se zdaj svet konstituira, sicer se ne bi mogel, če sem prav razumel sklep sodišča, ker so bili že objavljeni v Uradnem listu in ta dogodek se ne more ponovno zgoditi. Potem je ustavno sodišče izrecno zavarovalo mandat trenutnega vršilca dolžnosti, ker je reklo v izreku sklepa, da je njegov mandat v smislu zakona varovan do imenovanja predsednika uprave. Torej, če prav razumem, bo mogel nov svet objaviti razpis za predsednika uprave. Ko bo predsednik uprave z kvalificirano večino izvoljen na svetu, bo vršilcu dolžnosti generalnega direktorja trenutno prenehala funkcija, ker mandata itak že nima več. Potem bo moral predsednik uprave predlagati 2 člana uprave, ki bo moral, mislim, da tudi potrditi svet. Potem, ko bo uprava v celoti formulirana, če bodo resnično spoštovali sklep ustavnega sodišča, bo šele takrat bodo morali najprej izvesti razpis za 3 direktorje, po novem so 3, uvaja se tudi dobra stvar tega zakona, mimogrede, tudi direktor digitalnih vsebin, se pravi direktor radija, televizije in direktor digitalnih vsebin. In ko bo, se pravi, uprava imenovala te 3 direktorje, bo prenehala funkcija tudi sedanjemu direktorju radija in direktorju televizije. Če bo nov svet deloval zakonito, se bo to zgodilo tako. Če pa tako ne bo glasoval, bo pa že na prvi seji verjetno sprejel sklep, da se vršilca dolžnosti zamenja z novim vršilcem dolžnosti, ker do razpisa ne more imenovati predsednika. Kaj menite, da se bo zgodilo? Torej, jaz menim, da je v prvi fazi na to vse skupaj, kar ste zdaj zelo lepo obrazložili zakon, oziroma te zakonske člene, v prvi fazi je to vloga in naloga novega sveta, 17-članskega sveta. Kot sem dejala, 17 ljudi je bilo že imenovanih, njihova imena so bila, če se ne motim, že objavljena v Uradnem listu in prav je, da se dokončno konstituirajo, dokončno ustanovijo in začnejo izvajati postopke v skladu z zakonom. Bi pa dodala tukaj eno zadevo, namreč vsak sklep, vsaka odločba, vsak zakon niso pisani ad personam, ampak so pisani ad rem, če se ne motim, ne. In v situaciji, ko imamo, pa ne vem, kaj bodo delali, pač govorim to zgolj svoj pogled in svoje mnenje, v situaciji, ko imamo Vedeja, ki je bil na mesto generalnega direktorja, prednji je postal VD, imenovan nezakonito in je potem sam izvajal neke nezakonite zadeve, ker je pač sodišče ugotovilo, da je potem on nezakonito razrešil direktorja oziroma direktorico televizije, se bi meni pač osebno postavljalo vprašanje, ali je taka oseba primerna biti VD, ampak še enkrat, jaz nisem na poziciji ne imenovanja, ne razreševanja, ne kadriranja, ne ničesar. To bo absolutno stvar in suverena pravica novih članov novega nadzornega organa.
Menim, da je prav, da to nalogo prepustimo njim. In to bomo seveda z zanimanjem spremljali. Za danes pa spoštovana gosta, gospod Peter Gregorčič, gospa Mojca Šetinc Pašek, najlepša hvala, da ste bila gosta N1. Hvala za povabilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Seveda vse dogajanje, nadaljne dogajanje v zvezi s tem zakonom bomo intenzivno spremljali tudi na n1info.si, zato nas spremljajte. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.